Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci in cenjene gledalke. Občina Idrija vsako leto za občinske investicije in vzdrževanja nameni okoli 2 milijona evrov. Nad smotrno porabo tega denarja pa skrbi oddelek za investicije, ki deluje znotraj občinske uprave. Nad delom tega oddelka pa bdi podžupan Branko Lapajne, ki ga prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Ja, pozdravljeni vsi skupaj in pa lepa hvala za povabilo. Gospod podžupan, povejte nam, 2 milijona evrov, to je pravzaprav veliko javnega denarja. Kako smotrno upravljate s temi sredstvi? Ja, mislim, da s temi sredstvi dokaj dobro upravljamo glede na projekte, ki jih zastavimo ob začetku leta ali pa pri proračunu. Nekako poskušamo slediti vsem zahtevam in pa tudi nekaterim ciljem krajevnih skupnosti, da nekako komponiramo tisto, kar je zmožno dejansko iz proračuna, da v tekočem letu potem tudi realiziramo. Gre pa za področje cest, infrastrukture, poslopij, za javne zavode, za šole, zdravstveni dom. To sodi v ta okvir. Ja, to je v bistvu okvir našega oddelka in v bistvu se dejansko ukvarjamo s temi, z infrastrukturo in pa z investicijami v javne zgradbe. V tem oddelku delujejo 4 strokovnjaki iz tega gradbenega področja, plus vi kot podžupan, kot nepoklicni podžupan bdite nad delovanjem. Ja, tako je. Mi imamo v tem oddelku dejansko 4 strokovnjake, ki so z področja gradbeništva in pač so dovolj strokovni za opravljanje teh nalog in jaz se veselim, da je taka ekipa, da je strokovna ekipa in da izvajajo tista dela, ki so njim zaupana strokovno in dejansko tudi uspešno. Vsak projekt pa se začne s projektno nalogo. Je pomembno pri tem, da je projektna naloga napisana kakovostno, da so že tam odpravljene dileme? Ja, projektna naloga je bistvena vsega začetka, ker v projektni nalogi v bistvu definiramo vse tiste cilje, ki jih želimo z določenim objektom. Ali kako bo objekt postavljen, kje bo postavljen, kakšno bo ogrevanje, kakšne bojo komunikacije, kaj bomo v tem objektu recimo naredili kot priložnost tudi za recimo, če je to na podeželju v krajevni skupnosti, naj tako omenim mimogrede, da do novega leta imamo plan pripraviti 2 projektne naloge, in sicer malo večjega obsega, in sicer telovadnico v Vodoviču in pa sanacijo osnovne šole v Ledinah s prizidkom telovadnice. Se pravi, tle smo pač določili določeno ekipo, določen tim, ki se bo s tem ukvarjal. Povabili bomo tudi predstavnike krajevnih skupnosti, da se skupaj pogovorimo, da dejansko res naredimo eno kvalitetno projektno nalogo za kasnejše projektante. To sodelovanje med krajani, krajevno skupnostjo, med uporabniki konec koncev teh objektov, v tem primeru na podeželju, z občinsko upravo se mi zdi zelo pomembno. Na drugi strani pa tudi ste omejeni najbrž z denarnimi sredstvi. Ja, dejansko je tako, da denarna sredstva so pač omejena glede na proračun, glede na tisto, kar pač imamo, kar lahko rezerviramo za te dele. In se potem tudi glede na potrebe kraja ali če govorimo o mestu Idrija ali na podeželju bilo katere krajevne skupnosti, naredimo neko prioritetno listo, kaj je tisto, kar je pomembno, kaj bi mogli najprej narediti, ker smo pač omejeni z denarom. O tem odloča tudi občinski svet v okviru načrta razvojnih programov. Ja, tako je. Občinski svet potem glede na to, da mi to predložimo, razložimo, dejansko uskladimo prej že tudi za krajevni skupnostmi, s svetom krajevne skupnosti in potem to pač predlagamo občinskemu svetu v proračun in zadevo pol izpeljemo skozi leto.
Projektna naloga pa je pravzaprav osnova za delo projektantov. To so izdelovalci načrtov in dokumentacije. Imate dovolj teh projektantov, ki so usposobljeni za izvajanje teh načrtov? Ja, zdaj pri teh projektnih nalogah oziroma kasnejša stopnja izbira projektantov, pač vse to glede na to, da smo javna ustanova, gre preko razpisov. Dejansko je pa v razpisu so pač določeni pogoji, kaj mora projektantska organizacija imeti, da bi lahko po našem mnenju to projektno nalogo speljala skozi projekt. Ne gre pa prezreti tudi povezave med izdelanimi projekti in razpisi za pridobivanje evropskih državnih sredstev, brez gradbenega dovoljenja, ki pa ga dobite na osnovi projektne dokumentacije, pravzaprav ne morete kandidirati. Ne, brez projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja v bistvu ne moremo kandidirati na razpise, ki so, ne vem, preko kohezije ali pa preko raznih ministrstv za šport, za infrastrukturo ali karkoli. To je bistveno. Bistveno je, da je ta dokumentacija pripravljena. Včasih uporabljajo za te razpise, ni dovolj samo PGD dokumentacijo ali pa je treba že PZI dokumentacijo in pa jasno, kot so rekla, brez gradbenega dovoljenja ne gre. V naslednji fazi iščete izvajalce. Področje gradbeništva je tudi po tej korona krizi, se zdi, da kar v krizi. Ja, gradbeništvo je kar v krizi, glede na to, da je sredstev in kohezijskih in teh na državni ravni recimo kar nekaj se že tam, že na državni ravni se vidi, da nekako gradbinci oziroma tisti, ki se ukvarjajo z gradbeništvom, ne dosegajo oziroma tega dela dejansko ne morejo opraviti, ker pač ni dovolj strokovnjakov, ni dovolj ljudi, ni dovolj podizvajalcev in vseh teh, ki pač jih rabimo za neko uspešen objekt narediti do konca. Z izvajalci seveda podpišete pogodbo, v njej se dogovorite za ceno, za obseg del, za kakovost nenazadnje. Ali zbirate najcenejše izvajalce ali imate proste roke? Ja, vse, kar se gre preko javnega naročila, je več ali manj moramo imeti v izboru najcenejše izvajalce, ki pa dejansko ni rečeno, da so najboljši izvajalci. Tako da imamo včasih v tej smeri pol pri izbiri izvajalca tudi probleme kasneje, pri sami izvedbi. Zato se nam včasih tudi kakšna zadeva zalom ali pa pride do reklamacije in pa je pač te stvari treba naknadno reševati. Predvsem je pa problem izvedbeni roki. To so pa dejansko pogodbeni roki, ki okvirno so v fazi pogodbe dogovorjeni. Velikokrat se pa nam zgodi, da se ti pogodbeni roki prekoračijo. Kot nekakšen zastopnik investitorja občine, v tem primeru pri gradnji nastopa tudi nadzornik. Kakšna je pravzaprav njegova naloga in funkcija? Ja, predvsem nadzornik. Nadzor je izredno pomembna služba, bom rekel, pri sami izvedbi projekta. Tudi nadzor je potrebno pridobiti za javne zgradbe preko javnega naročila oziroma preko javnega razpisa. Tako da je izbor tega nadzora je tudi dokaj zahteven, bom rekel, ker enostavno, kako bi rekel, kvaliteten nadzor je zelo težko dobiti. Vendar dober nadzornik lahko prihrani veliko denarja. Ja, res je, vendar mora dejansko res biti, kako bi rekel, vsakodnevno na objektu, ker ni dovolj le občasen prihod na objekt in nadzor, ampak je več ali manj potrebno, bi bilo potrebno biti
na objektu vsak dan. Če pogledamo dva konkretna primera, to poletje ste končali vrtec v Spodnji Idriji in tudi po otvoritvi nadaljevali z nekimi deli. Zakaj je pravzaprav šlo? Ja, moram reči, da po otvoritvi verjetno so občani bili malo presenečeni, ko smo še pol kar nekaj nadaljevali, ampak te zadeve, kar so se popravljale po otvoritvi, smo mi v bistvu reklamirali že pred samo otvoritvijo in izkoristili čas, ko je bil vrtec zaprt. Vrtec namreč vsako leto v določenem obdobju zapre in smo v tem času izkoristili čas, da smo to pač popravili, da so izvajalci to popravili. Sedaj je stanje objekta primerno? Ja, stanje objekta je primerno, določene manjše reklamacije je še potrebno odpraviti, ampak to niso take, da bi vplivali na ne vem kaj. Drug pomemben projekt pa je bila Triglavska ulica. Tam ste pravzaprav urejali vso infrastrukturo, cestišče, dovoze, kompletna sanacija, rekonstrukcija in tudi širitev. Ja, Triglavska je pač, kako bom rekel, po enih 10 letih le prišla v proračun. Smo se zavzemali za to, da vendarle enkrat to Triglavsko ulico uredimo v letošnjem letu. To, kot ste povedali, smo uredili cestišče, pločnike, razsvetljavo, tudi nek del parkirišča. In tudi dejansko glede na to, da smo bili tam nekako prisiljeni to narediti med počitnici, ker imamo v bistvu šolski avtobus, ki vozi proti Dolam, Goram, so pač neke omejitve. In smo nekje računali, da bomo to dejansko do konca avgusta naredili, kar dejansko se je naredilo, vendar smo naleteli na neke težave. 370 000 evrov občinskega denarja davkoplačevalcev pravzaprav je bilo namenjenih za ta projekt. Vendar se je zapletlo pri plačilu. Občina, mislim, da je zadržala izplačilo, dokler se ne ugotovijo napake. Ja, res je. Mi smo že v sami fazi končevanja teh del ugotovili nekatera odstopanja, ki smo jih želeli potrditi tudi z neko strokovno inštitucijo od zunaj. Zato smo pač to peljali preko IGMAT-a, ki je pooblaščen za tovrstno certificiranje oziroma za tovrstno razlage in dejansko pridobili mnenje, kaj ni v skladu z standardi. Občani so tarnali nad tem, da so jaški vgrajeni previsoko, prenizko, da vozila ob vožnji preko teh jaškov povzročajo hrup in vozil na tem predelu, vemo, je veliko. Pa tudi sama asfaltna prevleka naj ne bi bila pravilne kakovosti. Drži to? Ja, drži, delamo. Mi smo pač preko tega poročila dobili neko mnenje. Dejansko smo iskali pravo mnenje standarda, kar se tiče jaškov. Kar se tiče jaškov, se je ugotovilo, da niso v tolerancah po zahtevah toleranc. Smo pa naknadno naredili še preizkus same strukture asfalta in tam ugotovili kasneje tudi, da tudi struktura asfalta ni v standardu tistega, kar smo nekako zahtevali. Je izvajalec priznal reklamacijo? Ja, načelno je reklamacija priznal, vendar bo verjetno v fazi preverjanja se še sam odločil za dodatno mnenje določene inštitucije, ki jih bo pač izbral. To smo mu tudi omogočili in tudi smo rekli, da ni problem glede tega, da to lahko naredi. Da pač primerjamo končno varianto dveh inštitucij, da vidimo, ki so razlike, ali so in ena inštitucija in druga inštitucija dobila približno oziroma enake rezultate. No, ampak pri merjanju debeline asfalta 5 cm je 5 cm. Če jih ni, jih ni. Jasno, tu ni dileme. Kako lahko
izvajalci odpravijo te napake? Ja, izvajalec je v bistvu je stvar naročnika in izvajalca, na kakšen način bo to saniral. Zdaj, naš predlog je bil podan, o tem zdaj ne bi govoril, ker nismo še dokončno se dogovorili dejansko. Zdaj, v bistvu čakamo še meritve oziroma stvari, ki jih je naročil izvajalec sam, glede kvalitete in teh, in pol bomo stvar primerjali. Verjetno pa tisto, kar smo že zdaj predlagali izvajalcu, da mora popraviti, ne bomo odstopali. Pravzaprav ščitite interes javnosti. Ja, jasno, saj naša vloga in naš način dela mora biti ta, da ščitimo interes javnosti, da ščitimo kvaliteto in da ščitimo tisto, kar smo vložili sredstev, a ne javnih sredstev, v neko sanacijo ali pa novo gradnjo. To je naše delo, ne? Da zagotovimo kakovost na koncu. Ja, pred nami so zimski meseci. Mislim, da skoraj 1 milijon evrov porabi občina za zimsko službo, za vzdrževanje teh cest v tem obdobju. Kako ste pripravljeni na to obdobje? Ja, kar se tiče, mi imamo koncesijo oziroma izvedba te zimske službe smo zaupali Komunali Idrija, ne. Zdaj, kako smo pripravljeni? Pripravljeni smo. Zdaj, odvisni smo pa od nekoga drugega, ki nam pošlje ali količina snega toliko ali pa toliko. Je pa res, da je ta zimska služba, župan je že večkrat tudi omenil, ne, da imamo mi v bistvu iz sredstev, ki jih dobimo kot skupna uporaba, dejansko, če se primerjamo z nekimi občinami, ne vem, recimo Izola, Piran, ki ravno toliko dobi sredstev, kot jih dobi Idrija, ampak Idrija jih porabi 800 ali pa milijon evrov za zimsko službo, ostale občine jih pa ni potrebno, a ne, ker tega problema nimajo, ne. In to je ena, kako bi rekel, mogoče tudi nepoštena delitev teh sredstev glede na konfiguracijo določenih občin, ne. Se ni Idrija samo taka, so tudi druge občine, ki imajo te težave. Upamo torej vsi skupaj, da se bodo uresničile napovedi klimatologov, da bodo zime vse toplejše, to pomeni v naših krajih tudi nekaj manj snega, najbrž na Vojskem ne? Ja, zdaj, če gledamo leta nazaj, tudi na Vojskem, že malo kriza s tem snegom, če je 14 dni, 3 tedne največ, kot včasih, če se jaz spomnim iz tistih mojih otroških let, ko se je zima začela 1. novembra in se je končala tam nekje konec aprila, in to čisto nekaj drugega, ne, kot zdaj. Želimo vsem nam pravzaprav mile zime, tudi občinski proračun bi bil s tem najbrž zadovoljen. Gospod Branko Lapajne, podžupan občine Idrija, prav lepa hvala za obisk v našem studiu in hvala za ta pogovor. Hvala tudi vam. Vsem občanom in občankam pa želim veliko zdravja, ker situacija je taka, da določene stvari se še vedno, kako bi rekel, kar se tiče covida, povišujejo, tako da ostanite zdravi, pa domače rečeno, dajte se malo lahtati. Vam, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, pa hvala za pozornost. Srečno!